Dober dan, lep pozdrav. Res moram reči, da mi je žal, da danes znova stojim tukaj pred javnostjo in govorim o medvrstniškem nasilju. Še bolj obžalujem to, da se na tem področju res ni nič naredilo in se nič ne premakne. 2 leti. 2 leti je že, odkar smo prek parlamentarnih odborov prvič pozvali k oprijemljivim ukrepom zaradi medvrstniškega nasilja in stisk mladih. Zgodilo pa se ni še čisto nič. Ne le pričakovali, zahtevali smo hitre, učinkovite, oprijemljive ukrepe, ki bi preprečili ponavljanje odklonskih ravnanj, zaščitili žrtve, nenazadnje pa tudi kaznovali storilce. Izkoristili smo praktično vse vzvode, da omejimo težavo in se iz dneva v dan, ki se praktično vsak dan bolj problematično in se razrašča. Sklicali smo sejo odborov za notranje zadeve in izobraževanje, sama pa verjamem, in to ne edina, postavljala poslanska vprašanja, naša poslanska skupina pa že tretjič poskuša s svojimi zakonskimi rešitvami. Zaman. Sprašujemo se, kaj počnejo pristojni. Se zavedajo resnosti težav, se bodo predramili, še preden bo prepozno. Namesto da bi predstavili konkretne rešitve, imajo ob vsakem posnetku nasilja, novice o novem samomoru, polna usta skrbi in obljub. Pravijo, da se pogovarjajo, usklajujejo in že ves ta čas pripravljajo sistemske ukrepe. Kot bi se norčevali iz te skrajno resne težave. Lahko spomnim na skupno sejo odborov za izobraževanje in notranje zadeve iz maja 2023, na kateri smo pod drobnogled vzeli preventivne ukrepe šolskega ministrstva in policije ob nasilju med mladoletnimi. Tistega leta je slovensko javnost pretresel pretep mladoletnikov na strehi nakupovalnega centra v Celju, incident na Jesenicah, Trbovljah, Zrečah in Mariboru. Zelo močno pa je odmeval takrat tudi strelski pohod učenca na šoli v Srbiji. Na novi skupni seji s podobno tematiko 5. julija 2024 smo ugotavljali, da je nasilje med otroki v porastu. Šole so nemočne, pristojni pa ne ukrepajo. Na seji smo dobili po incidentu na OŠ Velika Dolina, kjer je, kot se spomnite, 14-letni učenec napadel sovrstnika. V Novi Sloveniji smo se odločili, da ne bomo stali križem rok, ampak bomo po svojih močeh prispevali k temu, da bi se na področju stvari premaknile v pravo smer, na bolje. Želim seveda izpostaviti naše ukrepe, ki so trenutno v zakonodajnem postopku, zato bom naštela tri ključne. Prvi je, da nasilje v šolskem okolju bi se dalo omejiti in otroke pred njim zaščititi tako, da bi učiteljem in ravnateljem dali možnost izreka vzgojnih ukrepov. Ogromno bi naredili že s tem, da bi imeli možnost nasilnega učenca umakniti iz učilnice, če je treba tudi seveda iz šole, potem pa bi mu omogočili šolanje na daljavo oziroma program socializacije. S tem sledivo pozivom učiteljev, ravnateljev, ki pozivajo, da se mora na tem področju nekaj spremeniti. To je prvi tak zakonska rešitev. Druga zakonska rešitev je, in seveda menimo, da morajo storilci za svoje dejanje odgovarjati, tudi če so mladoletni. Če je treba tudi z mladoletniškim zaporom, zato seveda tudi v tem predlogu zakonodaje to rešitev predlagamo. In tretja, če se še tega dotaknem, v šolah se je potrebno res posvetiti vzgojnim vidikom, okrepiti sodelovanje s starši. Učiteljem treba vrniti avtoriteto, ravnateljem dati več vzvodov za avtonomno vodenje šol. Treba je omejiti obseg učnih načrtov, ustaviti kopičenje podatkov, uvajati uporabna znanja in veščine ter seveda otroke spodbuditi k kritičnemu razmišljanju. Verjamemo, da bi na tak način tudi v veliki meri omejili stiske otrok, ki izvirajo iz tekme za ocene, za točke, za nedosegljive učne zahteve. Nenazadnje bi se številne stiske ublažili tudi s preprečevanjem medvrstniškega nasilja. Vse to smo podrobno opredelili v akcijskem načrtu Nove Slovenije za prenovo šolstva.
Res želim poudariti, da ni prav, da morajo posledice trpeti žrtve namesto storilci. Ni prav, da so zaradi nasilnih sošolcev njihovi vrstniki prikrajšani za varno šolsko okolje ter da ostanejo tudi kakšen dan doma. Ne smemo dopustiti, da je pravica nasilneža nad pravico učencev, otrok, da živijo v mirnem in varnem šolskem in obšolskem okolju. Medtem pa zaveze, ki smo jih poslanci naložili vladi na sejah odborov, ostajajo neuresničene. Ker se problematika medvrstniškega nasilja stopnjuje, se znova oglašamo in zahtevamo nujno sejo odbora za izobraževanje. Znova bomo pozvali k izpolnitvi omenjenih zavez za obvladovanje medvrstniškega nasilja. Pričakujemo tudi zakonske predloge za ustrezno vzgojno obravnavo učencev z odklonskim vedenjem in za njihov umik iz šolskega okolja ter zakonske vzvode za sankcioniranje nasilnih mladoletnikov. Z vsem tem bom v današnjem poslanskem vprašanju soočila tudi predsednika vlade in lahko rečem, razen zamenjave ministra Felda, drugih ukrepov za preprečevanje nasilja v slovenskih šolah se ni zgodilo praktično nič v zadnjih 3 letih. Čas je za ukrepanje in čas je, da zaščitimo naše otroke in jim omogočimo varno in spodbudno šolsko okolje. Hvala.